Bog daj. Prosili so me, naj povem nekaj o poslovni etiki v Sloveniji. Če bi se striktno držal tega naslova, potem bi bil še ta čas, ki ga imam na voljo, predolg. Lahko bi sicer teoretiziral, ampak konkretnih primerov poslovne etike v Sloveniji je izjemno malo. Je pa zato bistveno več primerov poslovne neetike. O tem vam pa lahko zelo dolgo govorim. Še več kot jaz bi vam o tem lahko povedali tisti, ki so poslovno neetiko občutili na svoji lastni koži. Ogromno jih je v Sloveniji. Kaj pravzaprav je poslovna etika? Poslovna etika govori o tem, kako bi se ljudje v poslovnem svetu morali obnašati, ko pridejo na razpotje med več vrednot. Prava znanost je postala ta tema, izjemno priljubljena tema za dolge filozofske razprave, za dolga predavanja. Pred časom sem poslušal predavanje škofa Jamnika o poslovni etiki. Škof Jamnik je izjemen govorec, odličen retorik. Veliko citatov svetovno znanih filozofov je uporabil v tem predavanju, ampak veste, ko je govora o poslovni etiki, filozofiranje ni potrebno. Zadeva je zelo preprosta, zelo enostavna. Potrebno jo je samo nasloniti na nauk Jezusa Kristusa, nič drugega. Potrebno jo je nasloniti na največjo zapoved, ki nam jo je dal Jezus, na ljubezen. In to ljubezen je potem potrebno samo še živeti. Nobena filozofija ne bo pomagala poslovnežu, ki ne želi biti etičen, da bi to postal. Če nima v sebi ljubezni, potem mu nič ne bo pomagalo. Če bi poslovneži živeli ljubezen, potem ne bi kradli, potem ne bi lagali, potem ne bi bili pohlepni, potem ne bi želeli vedno več in več in več, kar je v nasprotju s tistim, kar nas uči Jezus. Če bi imeli v sebi ljubezen, potem bi bili pošteni, pravični, bi skrbeli za svoje zaposlene in za okolje. Kar želiš, da bi drugi tebi storili, stori ti drugim. In kar ne želiš, da drugi tebi ne bi storili, tudi ti ne stori drugim. To je temelj poslovne etike. V naši družbi pa so ljudje postali sredstvo za doseganje egoističnih ciljev, egocentrikov, ki jih vsi poznamo. Poglejte, kakšno je stanje v naši družbi. Poglejte stiske ljudi, iz kje izvirajo. Ogromno stisk izvira prav iz poslovne neetike. Na eni strani imamo poslovne milijonarje, tako imenovane tajkune. Na drugi strani imamo ljudi, uboge ljudi, ki so ostali brez dela, prav zaradi njih. Na eni strani imamo menedžerje v velikih podjetjih, tudi v državnih podjetjih, zaščitene kot kočevske medvede. Na drugi strani pa imamo podizvajalce, ki ne dobijo plačanega niti tistega dela, ki so ga pošteno opravili. Na eni strani imamo stoženskega junaka, na drugi strani imamo sodobne sužnje, ki so delali v 4 izmenah, 24 ur na dan, pod reflektorji, v mrazu, snegu, v nemogočih pogojih, za mizerno plačo. In ta junak je pred časom izjavil, da želi spremeniti sistem vrednot v naši državi. Ja, ob takih izjavah me pa res postane strah. Ampak veste, poslovna neetika ni prepovedana, dokler ni v nasprotju s črko zakona. Problem, ki je v naši državi, je ta, da je ogromen razkorak med pravom in etiko. In če si neetičen, če na neetičen način ali pa celo nelegalen, nezakonit način obogatiš na račun malih ljudi, če te najdejo s prstom v marmeladi, potem si boš pač najel odlične, eminentne slovenske odvetnike. Tiste, ki zagovarjajo tudi take, ki so obogateli na nepošten način. Take, ki so uničili Slovenijo. Je to poslovna etika? Iskati krivce za situacijo, v kateri se je znašla naša družba, je brezpredmetno. Tako ali tako jih vsi poznamo. Potrebno je pogledati naprej. Je sploh možno kaj spremeniti? Je sploh možno kaj storiti v tej naši državi? Je.
Na odgovorna mesta v gospodarstvu in v politiki je potrebno postaviti ljudi, ki imajo moralna načela, ki so etični, ki so pošteni. In priložnost za to bomo imeli zelo kmalu. Boste šli 4. decembra na volitve. Velikokrat slišim v teh dneh ljudi, ki pravijo, ne bom šel, koga naj povolim, vsi so enaki. Celo kristjani so med temi, ki tako pravijo. Kako žalostno je to slišati. Kako malo smo državljani Slovenije pripravljeni narediti za to našo državo. In tisti, ki boste šli, znate ločiti zrno od plev. Boste prepoznali tiste, ki omogočajo neetična ravnanja, ki jih celo izvajajo. Boste prepoznali tiste, ki živijo ljubezen ali pa jo vsaj poskušajo živeti. Sveti Duh naj vam razsvetli razum in Bog vas živi.